Predpostavimo, da je našega prijatelja v snegu zasulo in ga moramo poiskati. Bom pokazal počasi, zato da bo nazorno, pa da se boste zapomnili ves postopek. Se pravi, iz žepa vzamem svojo žolno in jo prestavim na iskanje. Čez nekaj sekund bo začela piskati. Na samem displeju mi kaže oddaljenost do ponesrečenca oziroma do zasutega in pa smer, v kateri je zasut. Žolno imam ves čas pripeto na hlačah, zato da v primeru, če pride še kakšen sekundarni plaz, drugi plaz, ostane pripeta na meni. Se pravi, je ne odnese. Držim jo v roki, vodoravno na podlago, na snežno odejo. S sabo vzamem sondo in lopato in grem iskat. Ves čas sledim piskom, oddaljenosti od ponesrečenca in puščici. Bližje, ko sem, hitreje začne piskati, močnejši je signal. Tukaj naj bi bila od ponesrečenca žolna, se pravi, naj bi ležal ponesrečenec tukaj. Da se v to prepričamo, to preverimo s sondo. To pa naredimo na način, da v krogih v obliki polža sondiramo in na ta način določimo tudi lego ponesrečenca. Namreč naš primarni cilj je, da čim prej pridemo do glave ponesrečenca in mu s tem omogočimo dihanje. Tukaj čutim, da leži človek, tukaj ga zmanjka, se pravi, nekje tako leži. Kar pomeni, da bom začel kopati najprej v tej smeri, da čim prej pridem do njega. Vzamem aluminijasto lopato, ne kopljem direkt nad sondo. Zakaj? Zaradi globine snega bom prišel direkt na njega in s tem se bo sneg ves čas zasuval in padal na njega. To pa ni naša želja. Nekaj korakov se prestavim pod sondo in kopljem z te sprednje frontalne strani do njega, kar pomeni, da bom dobil tak lep snežni profil, iz katerega bom lahko človeka samo potegnil. Ne bo ga treba več dvigovati. In izkopavam sneg. Dokler da ne pridem do njegove glave, mu očistim dihalne poti in mu omogočim dihanje in pa s tem življenje.